Spoštovane državne svetnice in državni svetniki, spoštovani vabljeni, pričenjam 24. izredno sejo Državnega sveta Republike Slovenije, ki sem jo sklical na podlagi 53. člena Zakona o Državnem svetu in na podlagi 32. člena Poslovnika Državnega sveta Republike Slovenije. Opravičili so se državni svetnik Milan Lukić, Matjaž Švagan in Metod Ropret. Na sejo je bila vabljena magistra Mateja Vraničar Erman, ministrica za finance. O sklicu seje sem obvestil predsednika Državnega zbora Republike Slovenije dr. Miljana Brgleza in predsednika Vlade Republike Slovenije dr. Mira Cerarja. Sklicem 30.9.2016 ste prejeli naslednji dnevni red. Predlog odloženega veta na zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o dohodnini. Drugič, predlog odloženega veta na zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o davku od dohodkov pravnih oseb. V skladu z drugim odstavkom 75a člena Poslovnika Državnega sveta, ki določa, da se predlog odloženega veta uvrsti na dnevni red brez razprave in glasovanja, ugotavljam, da je dnevni red takšen, kot sem ga prebral uvodoma. Torej, prehajamo na prvo točko dnevnega reda, predlog odloženega veta na zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o dohodnini. Najprej seveda lep pozdrav gostom v Državnem svetu, to je magistrici Mateji Vraničar Erman, ministrici za finance, potem pa gospodu Tilenu Božiču, državnemu sekretarju, ter magistri Ireni Popovič iz Ministrstva za finance. Lep pozdrav. Torej, Državni zbor je zakon sprejel na 22. redni seji 27.9.2016 in ste ga prejeli po elektronski pošti s sklicem. Predlog odloženega veta, ki ga je predlagala interesna skupina delodajalcev, ste prejeli po elektronski pošti s sklicem izredne seje. Predlog odloženega veta obravnavala Komisija za gospodarstvo, obrt, turizem in finance. Poročilo komisije in predlog zahteve Državnega sveta, da Državni zbor pred razglasitvijo zakona o njem ponovno odloča, ste prijeli na klop. Prosim, da morebitne amandmaje k predlogu zahteve vložite v pisni obliki. Predlagam, da pričnemo z obravnavo predloga odloženega veta zahtevo, da Državni zbor pred razglasitvijo zakona o njem ponovno odloča. Sedaj pa sprašujem, ali želi predstavnik predlagatelju odloženega veta podati kratko obrazložitev. Izvolite, besedo ima član interesne skupine delodajalcev, magister Stojan Binder. Prav pa tudi gospa ministrica vam in vaši ekipi in obenem tudi iskrene čestitke ob vašem imenovanju za ministrico. Če dovolite, kolegice in kolegi, interesna skupina delodajalcev je na svoji 9. izredni seji 29. septembra letošnjega leta sprejela sklep, da daje pobudo za sprejem odložilnega veta na zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o dohodnini. Ta sprememba zakona spada v sklop tako imenovane mini davčne reforme, o kateri smo v tem času veliko slišali. Predstavniki gospodarstva smo si namreč v tem času močno prizadevali prepričati vlado, da naj bo ta davčna reforma odločna, razvojna in pa predvsem pravična. Ta predlog davčnih sprememb pa je po našem mnenju daleč od pričakovanj. Kaj se bo zgodilo s to davčno spremembo oziroma s to zakonsko spremembo? Malenkostno se spremeni stopnja dohodnine, del plač za poslovno uspešnost se ne bo štelo v davčno osnovo, tu se govori do 70% povprečne mesečne plače v Republiki Sloveniji in pa seveda višja dodatna splošna olajšava. Po oceni vlade naj bi se v proračun nateklo manj za dobrih 100 milijonov oziroma, če sem bolj konkreten, bolj natančen, 106 milijonov evrov manj davčnih prihodkov. Nekaj načelnih razlogov, zakaj smo se v interesni skupini tako odločili. Država pobere 1,3 milijarde evrov več davčnih prelivov kot v letu 2013. Drugič, že lep čas beležimo v Sloveniji dinamično rast bruto družbenega produkta, ki je nadpovprečen v Evropski uniji in trendi so spodbudni, nič ne kaže, da bo prišlo na tem področju do kakšnih pomembnejših sprememb, razen če ne bo nekih posebnih hudih problemov v celi ekonomiji Evropski uniji. Tretjič, število brezposelnih upada, kar pomeni manj državljanov na sociali,
to pomeni manj socialnih transferjev, istočasno se pa povečuje število zaposlenih, kar pomeni več davkoplačevalcev. In seveda, če poskušamo biti praktični, racionalni, pogledati neto finančne učinke tega procesa, nekje okoli 1000 evrov na mesečnem nivoju po zaposlenemu je to neto finančni efekt za proračun, nekaj 100 evrov sociale, pa ne dvakrat več na račun davkov in prispevkov, je to 1000 evrov, krat 12 mesecev je 12 000 evrov, in če upoštevamo, da je v relativno kratkem času 10 000 manj brezposelnih in 10 000 več zaposlenih, je to okoli 120 milijonov neto finančnega efekta za proračun. Četrtič. Letos po več letih beležimo tudi kvartalni proračunski suficit, se pravi, vsi ti napori, vsi ti ukrepi, ki so se sprejemali v preteklosti in pa makroekonomski pogoji za poslovanje v Sloveniji in pa tudi v Evropski uniji, daje torej neke rezultate, ki vlivajo optimizem, v Sloveniji celo velik optimizem, kajti 2-milijonska nacija res ne bi smela imeti prevelikih problemov, da z svojo konkurenčnostjo in sposobnostjo plasira svoje storitve in blago vsaj po 500-milijonskem evropskem trgu. Naslednjič, razbremenitev bruto plač pomeni večje neto plače zaposlenih. To povečuje kupno moč tistega dela prebivalstva, ki troši denar predvsem za nakupe osnovnih dobrin in ne luksuza iz uvoza. S tem se povečuje domače povpraševanje, ki dodatno poganja naše gospodarstvo in zopet ponovno pozitivno vpliva na rast bruto družbenega produkta. Skratka, ti procesi so takšni, da jih velja še kako podpirati, in zato seveda v gospodarstvu, pa predvsem pa v interesni skupini delodajalcev, kjer smo ta predlog pripravili, ocenjujemo, da ta zakon ni dober. Torej, ni nikakršnih razlogov za to skromno spremembo. Mislimo, da bi veljalo v teh pogojih, o katerih sem ravnokar govoril, ta zakon o dohodnini bolj smelo, bolj korajžno, bolj drzno spremeniti in za željo in ambicijo, da so ti multiplikativni učinki teh sprememb bistveno večji, kot bodo sicer, vkolikor bo ta zakon stopil v veljavo. Ta sprememba zakona zato ni pravična glede na rezultate, ki jih v državi dosegamo danes. Zato interesna skupina delodajalcev predlaga, da Državni svet sprejme zahtevo, da Državni zbor ponovno odloča o zakonu o spremembah in dopolnitvah zakona o dohodnini. Hvala lepa. Hvala lepa državnemu svetniku magistru Stojanu Binderju. Sedaj pa sprašujem, ali želi besedo predstavnica predlagatelja zakona. Izvolite. Besedo ima magistra Mateja Vraničar Erman, ministrica za finance. Gospod predsednik, hvala za besedo. Gospe in gospodje svetniki. Predlog zakona o dohodnini je del sprememb, ki jih vlada usmerja v prestrukturiranje davčnih bremen. Gre za ukrepe, ki so usmerjeni k cilju izboljšanja konkurenčnosti poslovnega okolja, vendar pod pogojem, in to želim v bistvu večkrat podčrtati, pod pogojem stabilnih in predvidljivih javnofinančnih prihodkov. Stabilno javnofinančno okolje je tisti predpogoj, ki lahko omogoči ves napredek, o katerem je govoril tudi moj predhodnik. Predlog zakona, o katerem danes odločamo, sodi v paket 3 zakonov. Poleg novele zakona o dohodnini ga tvorita še novela zakona o davku od dohodkov pravnih oseb in pa novela zakona o davčnem postopku. Spremembe zakona o dohodnini so kombinacija različnih ukrepov, večina med njimi usmerjenih k strokovnim in najproduktivnejšim zavezancem. Naslavlja približno dobrih 5% pri vseh prihodkov, ki jih letno dobimo iz naslova dohodnine. Ne bom ponavljala temeljnih rešitev, ki jih je moj predhodnik že podrobneje navedel. Predlagatelj veta je v svoji obrazložitvi odložilnega veta zapisal, da vlada ni upoštevala argumentov predstavnikov gospodarstva, da naj bo davčna reforma odločna, razvojna in pravična. Temu ne moremo pritrditi.
Usklajevanje predlogov ukrepov je bilo dolgotrajno in široko zastavljeno z vsemi ključnimi deležniki z namenom obojestranskega informiranja in sodelovanja pri oblikovanju rešitev. Tekoče se je zagotavljala transparentnost, vključno z rednim obveščanjem javnosti. Končni predlog, ki ga je vlada posredovala v državni zbor, se od tistega, ki smo ga celo prvo polovico letošnjega leta usklajevali z različnimi deležniki, razlikuje v dveh točkah. Prvič, ohranja se 50% dohodninski razred in ne znižuje ta na 47%, kot je bil prvotni predlog. In druga sprememba, uvaja se višja posebna osebna davčna olajšava za prejemnike minimalnih dohodkov. Predlagatelj veta očita, da se podjetjem z argumentom cilja javnofinančne konsolidacije z višjimi davki po nepotrebnem jemlje več razvojnega potencijala, ker naj bi država pobrala za 1,3 milijarde evrov več dajatev kot leta 2013, ob tem pa se javnim uslužbencem povečuje plače. Ustreznost predlaganih sprememb predlagamo, da se ocenjuje iz širše perspektive. Vsi navedeni argumenti namreč izhaja, kot da imamo gospodarsko rast in posledično večje prilive v državni proračun in s tem prostor za izdatno davčno reformo. Vendar temu ni tako, ker se spregleda, da je potrebna javnofinančna konsolidacija. In ustavno načelo fiskalnega pravila in zakon o fiskalnem pravilu v primeru višje gospodarske rasti zahteva hitrejšo javnofinančno konsolidacijo. S tem pa na krajši rok večje breme omejevanja javne porabe. Ne glede na to, da se strinjamo, da javnofinančna konsolidacija zahteva tako ukrepe na prihodkovni kot odhodkovni strani, pa moramo v bistvu priznati tudi, da so pomembni z vidika javnofinančne konsolidacije tudi drugi družbeni segmenti, ki so ključni za konkurenčno poslovno okolje. Izobraževalni sistem, dobra infrastruktura, zdravje, učinkovit javni servis, če navedem samo nekaj najpomembnejših med njimi. Kot že rečeno, moramo imeti pred očmi, da naša pot javnofinančne konsolidacije zahteva, da do leta 2020 dosežemo uravnotežen proračun. In to zahteva kombinacijo fiskalne odgovornosti in priprave strukturnih ukrepov. Tudi v prihodnjih letih bomo morali zato nadaljevati s postopno javnofinančno konsolidacijo in si še naprej prizadevati za uspešno upravljanje z dolgom državnega proračuna, s tem pa tudi zagotavljati predpogoj za nadaljnjo gospodarsko rast. Stabilno javnofinančno okolje pomeni nižje stroške financiranja ne samo za državo, ampak in predvsem za gospodarstvo. K temu sledi tudi tako sprejeti proračun za leto 2016, kot tudi predloga proračunov za leto 2017 in 2018. Pa se bom osredotočila zgolj na oceno, da naj bi v letošnjem letu imeli za 1,3 milijarde evrov več prihodkov kot v letu 2013. Za letošnje leto smo se zavezali, da bomo znižali primanjkljaj sektorja država na 2,2% BDP-ja, kar predstavlja 878 milijonov evrov nižji primanjkljaj od tistega, ki smo ga imeli v letu 2013. Ob 8,4 milijarda ocenjenih prihodkov in 9,2 milijardah ocenjenih odhodkov za leto 2016, vlada sledi zastavljenemu cilju in zato je morala tako v letu 15 kot 16 voditi preudarno politiko javnofinančnih odhodkov,
na način, da je zadržala določene omejitve pri odhodkih tako za plače kot za socialne transfere in racionalizirala delovanje na pomembnih različnih področjih. Kljub višje ocenjenim davčnim prihodkom v letu 16 glede na leto 13, pa je ta slika bistveno drugačna pri nedavčnih prihodkih. Tu ocenjujemo, da bodo ti v letu 2016 glede na leto 2013 nižji, predvsem na račun prejetih sredstev iz naslova EU prihodkov. Iz navedenega torej sledi, da bodo skupni prihodki državnega proračuna letos višji za okoli 646 milijonov evrov in ne 1,3 milijarde, kar ob zavezi vlade, da bo primanjkljaj znižala na raven 2,2% BDP-ja, ne omogoča veliko manevrskega prostora. Prav tako ne držijo trditve predlagateljev, da bodo od davčnega prestrukturiranja imeli v večji meri korist le javni uslužbenci. Namreč ravno kombinacija rešitev, kot jih predlagamo v zakonu o dohodnini, so bistveno bolj namenjene zaposlenim v gospodarstvu. Če gledamo ločeno samo spremembo dohodninske lestvice, bo razbremenjenih približno 10% zavezancev, od tega okoli 4/5 zaposlenih v gospodarstvu. Pri tem pa ne smemo pozabiti na rešitev, s katero se z dohodnino razbremenjuje del plače za poslovno uspešnost in te razbremenitve bodo deležni samo zaposleni v gospodarstvu. Predlagatelj veta nadalje zapiše, da je del plače za poslovno uspešnost, ki je izključen iz obdavčitve, prenizek, da bi lahko zaposleni, ki ustvarijo največ dodane vrednosti, bili pravično nagrajeni in da naj bi bila izvedba administrativno preveč zahtevna. Tega argumenta ni mogoče sprejeti. Nagrajevanje uspešnosti je v prvi vrsti stvar delodajalca in pomemben instrument učinkovitosti in produktivnosti, ki je v njegovih rokah. Davčni ukrepi so zasnovani tako, da je mogoče maksimirati neto dohodek zaposlenega z minimalnim administrativnim vložkom, saj se na podoben način oziroma z enakimi parametri olajšuje tudi izplačevanje letnega regresa. Argument, da podjetja že nekaj zadnjih let plačujejo več iz naslova širjenja osnov za plačilo prispevkov ter višjih zavarovalnih osnov, ne moremo ovrednotiti v okviru predlaganih ukrepov. Zavestno namreč predlagana razbremenitev dela temelji le na razbremenitvi z davkom, z dohodnino, medtem ko prispevki za socialno varnost ostajajo na enaki ravni kot doslej, saj smo ves čas usklajevanj trdili, da je spremembe na področju sistema socialnih prispevkov mogoče izvesti zgolj v kombinaciji z reformami socialnih zavarovanj nasploh. Ne smemo pa tudi pozabiti namena oziroma ciljev, ki smo jih poskušali uveljaviti z spremembami, ki so bile v preteklosti izvedene na področju plačila prispevkov. Spoštovani prisotni, vlada iz vsega navedenega meni, da predstavlja paket sprejetih ukrepov, pri tem mislim tako na zakon o dohodnini kot zakon o davku od dohodkov pravnih oseb in zakon o davčnem postopku, prvi korak v pravo smer, ki pa seveda ne pomeni konca iskanja možnih rešitev za povečanje konkurenčnosti poslovnega okolja za podjetja, za ohranjanje delovnih mest v Sloveniji in na ta način za pozitiven vpliv na produktivnost in učinkovitost. Zato predlagamo, da ne izglasujete odložilnega veta, ampak da skupaj nadaljujemo z naslednjimi koraki za še povečanje konkurenčnosti slovenskega poslovnega okolja. Ob koncu naj opozorim še, da je sestavni del zakona o dohodnini tudi področje obdavčevanja dohodkov iz osnovne kmetijske in gozdarske dejavnosti.
Ta del spremembe zakona prinaša pomembne administrativne poenostavitve in finančne razbremenitve. Izglasovanje veta na tem področju bo torej povzročilo dodatne negotovosti tudi za davčne zavezance, ki se ukvarjajo z osnovno kmetijsko in gozdarsko dejavnostjo. Da ne govorim še o tem, da dosežemo z izglasovanim vetom neusklajenost med zakonom o davčnem postopku in zakonom o dohodnini, kar to negotovost predvsem na področju obdavčitve osnovne kmetijske in gozdarske dejavnosti še povečuje. Hvala lepa. Hvala lepa ministrici za finance, magistri Mateji Vraničar Erman. Sedaj pa sprašujem, ali želi besedo predstavnica Komisije za gospodarstvo, obrt, turizem in finance. Izvolite, besedo ima predsednica komisije, magistra Marija Lah. Hvala lepa za besedo. Pozdravljeni. Komisija za gospodarstvo, obrt, turizem in finance je predlog veta na zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o dohodnini obravnavala na današnji seji. Od prisotnih 8 državnih svetnikov sta 2 predlog veta podprla, 4 pa predlog veta niso podprli. To se pravi, da kot sklep komisije predlog veta nismo podprli. Hvala. Hvala lepa predsednici komisije magistri Mariji Lah. Sedaj pa sprašujem, ali želijo besedo predstavniki interesnih skupin. Izvolite, besedo ima državni svetnik, gospod magister Dušan Semolič. Lepo pozdravljeni, spoštovana ministrica, še zlasti vi ste prvič med nami v tej vlogi. V skupini delojemalcev nas je vodilo marsikaj, ko smo se opredeljevali do tega predloga. Naj omenim vsaj 2 razloga, 2 izhodišči. Dejstvo je, da je v tej krizi prišlo do prerazporejanja ustvarjenega dohodka, bogatstva med delom in kapitalom v prid kapitala. To so ugotovitve priznanih makroekonomistov in to je recimo neko opozorilo, da bi bilo mogoče, da je zdaj prilika, da postopoma ta razkorak zmanjšujemo, seveda preudarno, ali pa da vsaj ta trend zaustavimo. Drugo izhodišče je bilo, da je vendarle podpovprečna obremenitev kapitala v Sloveniji in da je nadpovprečna obremenjeno delo in pa potrošnja. To so tudi mednarodne analize, ki to nesporno dokazujejo. Mi smo tudi sicer v sindikatih zastopali stališče, da je potrebno se s tem ministrstvom pogajati, pa tudi, če je potrebno tudi kdaj kregati. Ampak to je bila varianta, alternativa ali ne vstopati v dialog in potem na koncu biti seveda jezen in pač delati, kar pač lahko in moramo. Ampak odločili smo se, da vendarle predstavimo naša stališča in poskušamo prepričati ministrstvo in vlado, da vsaj v nekem delu sledi našim pričakovanjem. Predlagali smo in zahtevali, da se vendarle ohrani najvišji dohodninski razred, torej za 55% stopnjo, ker menimo, da je ta progresivnost potrebna še naprej v Sloveniji in da je tudi sicer večina evropskih držav ima to stopnjo in da kriza, ki so bile deležni tudi vse druge države, ni spremenila pač odnosa do najbogatejših. Lahko samo ugotovim, da v tem delu predlog zakona seveda sledi tem pričakovanjem. Drugo, kar smo predlagali, nismo bili pa sami, tako dodam, z nekaterimi delodajalskimi organizacijami smo bili v teh pričakovanjih kar enotni, da je potrebno božičnico in 13. plačo, gre za pač poslovno uspešnost, razbremeniti davčnega bremena. So razlogi pri delavcih, delavkah in zagotovo tudi pri delodajalcih, ki so tudi večkrat izrazili ta pričakovanja,
da to zahtevamo, da to tudi pričakujemo. Namreč 24% zaposlenih prejme takšno nagrado vsako leto, cirka. To je ta zadnja številka, ni nepomembna. In prav je, da ta davčni mlin razbremeni in s tem poveča seveda tudi neto prihodek delavk in delavcev. Lahko ugotovim, da je v tem delu predlog zakona sledil pač tem našim pričakovanjem. Predlagali smo uvedbo novega dohodninskega razreda s takojšnjim dodatkom, da bi razbremenili srednji razred. Že ko smo to rekli, smo se zavedali, da čim reče srednji razred, da je lahko takoj špetir, kaj pa je to srednji razred, ker okoli tega, kot je ponovadi v Sloveniji, si nismo tako hitro enotni. Namreč, zakaj? Zaradi tega, ker je 95% delavcev ima in delavk ima plače po 2000 evrov v Sloveniji. No, tukaj moram reči pa, da nismo zadovoljni, kar odkrito rečem, namreč razbremenitve, ki so, po našem prepričanju ne zajamajo teh naših pričakovanj. Tudi če vzamemo v upoštev opozorila, pričakovanja nekaterih, da bi s temi razbremenitvami nekako omogočali tem najbolj ustvarjalnim, kot se reče, inženirjem, tisti, ki delajo v razvojnih oddelkih, da za božjo voljo ostanejo tukaj, ne pa da gredo v tujino. Mi menimo, da analiza tega, kar se zdaj dogaja, kar je v ponudbi, zagotovo ne bo prispevek k temu. Zagotovo ne. Poglejte, da bi razumeli bistvo v tem delu seveda našega nezadovoljstva. Če ima nekdo plačo 2536 evrov, 2500, da ostane v šesti ta številka bruto, in 1500 neto prejme zaradi teh sprememb na mesec 2 centa. Na leto 26 centov. Če ima 10 tisoč, ker takoj preskočim na bistvo problema, no, da recimo, torej 10 tisoč evrov bruto, seveda govorim, moram takoj dodati, da lahko iščemo, vsaj mi jih ne poznamo, ljudi, ki delajo v razvojnih oddelkih, inženirji mladi, ki imajo 10 tisoč evrov in zdaj pa zaradi 200 evrov več, namreč to je za 200 evrov več, se bo premislili in ostali tukaj. Pri 10 tisoč evrih ni te skušnjave, da bi zgolj zaradi teh 200 evrov rekel, nasvidenje Slovenija, grem drugam. Torej so ljudje, ki imajo plače, delajo v razvojnih oddelkih, delajo v pogojih, ki so recimo ta pravi. Skratka, da ne grem predaleč, v tem delu nismo zadovoljni, tako rečem, in to je neka naša domača naloga, da bomo naprej poskušali preprečevati ministrstvo, da vendarle poseže ne z mejo 2536, ampak poprej, nižje, več ljudi, ki dejansko, kot rečeno, sodijo v neko veliko skupino, tisti, ki so pač pod 2000 evrov bruto zneska. In pa tisto, kar spet so prisluhnili v nekem delu, je zahtevali, smo namreč veseli, da je prišlo do spremembe pri minimalni plači, da se lahko zdaj tisti, ki delajo ponoči, med prazniki ali pa v nedeljah, dobijo dodatke, in če ne bi prišlo do spremembe, bi bili močno prikrajšani. Skratka, predlagali smo, da se ta meja dohodka, pri kateri je posamičen upravičen do najvišje splošne olajšave, dvigne. Do tega je prišlo. Seveda ne povsem tako, kot bi mi pričakovali in kot smo je predlagali. Mi smo predlagali znesek 11635, to je ta 111. člen. Prišlo je do dviga od 10866 na 11166, mislim, nekaj takega. Tako da, nek premik je, mi tukaj povsem nismo zadovoljni, ker ta meja je še vedno, ampak kot rečeno, trudili se bomo naprej dokazati, da ob naslednjih spremembah, ki bodo, pride do teh sprememb, ne zaradi konkurenčnosti, ampak zaradi pravičnosti, če je ta beseda sploh, če ima domicil, ne pri davkariji, ampak recimo, da zaradi tega rečem. Hvala lepa. Hvala lepa, magistru Dušanu Semoliču. Želi še kdo besedo od predstavnikov interesnih skupin?
Če ne, potem odpiram razpravo in sprašujem, ali želijo besedo državne svetnice oziroma svetniki. Izvolite, besedo ima državni svetnik Branimir Štrukelj. Spoštovana gospa ministrica, sodelavke in sodelavci, kolegi in kolegice. Zdaj, mene veseli, da je do spremembe prišlo vsaj pri božičnici za tiste zaposlene v gospodarstvu, ki jo prijemajo, teh je več kot 20% božičnice, v javnem sektorju seveda ni niti minimalnega regresa, ki ga predvideva zakon. Da ne bo nesporazuma, minimalni regres je še vedno za velik del javnih uslužbencev pod zakonskim minimumom, ker smo se s kolektivno pogodbo tako dogovorili. 350 € je bruto regres, recimo za nekoga, ki je učitelj v gimnaziji. To zgolj za uvod. Zdaj, tisto, kar pa želim reči, so pa argumenti, ki jih kolegi delodajalci in delodajalke uporabljajo pri kritiki te dohodninske reforme in pri tem trdijo, da je predvsem gre v dobro javnih uslužbencev, nikakor pa ne zaposlenih v gospodarstvu. Tu smo dobili tudi vsi svetniki, kot veste, nek dopis, ki so ga podpisale vse organizacije gospodarstva, od Združenja delodajalcev do Gospodarske obrtne zbornice in tako naprej. Tam se, tako kot v vetu, omenja tudi, da naj bi zaposleni v javnem sektorju v zadnjih 2 letih dobili vsako leto po 1000 € več plače, kar je seveda nonsens. Ampak gremo lepo po vrsti. Najprej o tem, kako je mala davčna reforma namenjena javnim uslužbencem. Tu se pridružujem kolegi Dušanu Semoliču, da seveda ta ne zajema srednjega sloja, ne zajema raziskovalcev, ne zajema mladih inženirjev in ne zajema velike večine zaposlenih v javnem sektorju. Ampak ostanimo pri številkah. Pri 106 milijonih, kar je razbremenitve, jih v javnem sektorju se neto plače povečajo za 10 milijonov. Kje je torej tisto, kar je velik, največji in ogromen del razbremenitve? A je v javnem sektorju zasebno? Ampak ostanimo pri dejstvih, ki jih poskušajte spodbiti, ne kar na pamet govoriti o tem. Ministrica je omenjala številko 4/5 v zasebnem sektorju in trditi, da je to namenjeno javnemu sektorju, preprosto pogledati stran od dejstev in si na neki fikciji utemeljevati svoje trditve. To preprosto ne drži. Zdaj, kar se tiče te rasti, in stroškov dela, naj povem nekaj pomembnih dejstev. Sklicujem se na Ekonomski inštitut pri Pravni fakulteti in na gospodarska gibanja. To se pravi na tisti inštitut, ki pripravlja tudi vse resne makroekonomske analize v tej državi. Med drugim veste, da je pred kratkim opazil, da smo 1,5 milijarde preveč zmetali v banke. Zdaj, tukaj citiram junijska gospodarska gibanja, enotni stroški dela v Sloveniji so v zadnjih 5 letih naraščali počasneje kot v evroobmočju, kar pomeni, da se je, kar se tiče stroškov dela, konkurenčnost Slovenije povečevala zaradi tega, ker se je relativno zmanjševala, so se stroški dela v Sloveniji v odnosu na Euroland, to se pravi na evroobmočje, so se zmanjševali. V Eurolandu so rasli po 1,8 na leto zadnjih 5 let, v Sloveniji po 0,4. Res, da ne enakomerno, prvi 2 leti so padali, potem so pa rasli po 1,2. Ampak paste, v javnem sektorju so stroški dela po sprejetju ZUJF-a padli za 7%, od sredine leta 2012 do 3. četrtine lanskega leta so pa stagnirali. Tisto, kar je rast, je v zadnjih 2 kvartalih in seveda ne dosega tistega, kar vi trdite. In zdaj citiram
Ekonomski inštitut in gospodarska gibanja z junija. V evroobmočju enotni stroški dela v javno-finančnem sektorju, torej primerljivo z našim javnim sektorjem, enakomerno naraščajo po malo manj kot 2% na leto od leta 2011 in so v zadnjih 4 letih prehiteli enotne stroške v javnem sektorju v Sloveniji za 11%. Toliko smo mi tudi bolj konkurenčni zaradi tega v odnosu na Evropsko unijo. Torej, čeprav je domači produkt v evroobmočju v istem obdobju zrasel za 2,4%, paste v Sloveniji pa za 2,9%. Smo mi zmanjševali stroške v javnem sektorju in jih ne povečevali. Tako da dajmo enkrat na konkretnih podatkih, tisti, ki lahko tole spodbije, se mu bom upravičil ne enkrat, ampak 3-krat. Kar pomeni, da je seveda ta zadeva hudo sporna. In še nekaj citiram, zdaj pa avgustovska gospodarska gibanja, povečanja niso niti neutralizirala, to zadnje 2 kvartala, nominalnega padca po ZUJF-u iz leta 2012. Tako je raven enotnih stroškov dela v drugem četrtletju letos v vseh dejavnostih države opazno pod ravnjo enotnih stroškov v gospodarstvu in državi skupaj. Torej, če damo vse skupaj, kar pomeni, da je v gospodarstvu toliko več. Daleč najbolj zaostaja izobraževanje, kjer so enotni stroški dela navkljub spremembi skoraj za 5% pod nominalno ravnjo iz leta 2008. Mi nismo dosegli niti še tega, kar smo imeli pred to spremembo. In zdaj ključni argument tega veta, da smo dobili zadnji 2 leti po 1000 evrov povprečno na javnega uslužbenca več. To je izjava ministra za javno upravo in to bo prvi minister, ki bo odločilno prispeval k izglasovanju veta proti svoji lastni vladi, pri tem, ko je uporabil povsem napačne podatke. Vi jih pa verjetno niste preverjali. Zdaj, že to, kar sem vam tukaj naštel zgoraj, seveda to zanika, in jasno je, da ste svoj argument postavili na napačno trditev, kjer je minister nekaj reči pomešal, zlasti je napačno sešteval in pa na leto 1000 evrov seveda vzel v nekem manjšem delu javnega sektora in to skupaj za 2 leti. Mislim tako, da je vse skupaj velika konfuzija, trditev, da je prišlo do tega rasti, je pa popolnoma neutemeljena. Zdaj bi tukaj rad povedal še nekaj podatkov, koliko so v javnem sektorju recimo zgubili v tem času krize. Naj povem, pomočnica vzgojiteljice, prejšnji teden jih je bilo 2500 pred vlado, od začetka krize 4500 evrov bruto znižan, na katera je javni sektor pristal zato, da je reševal krizo. Recimo povprečni vtitev 4550, potem recimo docenti 5200 evrov in tako naprej. To so vse dejstva, ki bi jih morali zanikati, da bi se lahko pogovarjali. Druga trditev, da javni uslužbenci zahtevamo 327 milijonov evrov, je ponovno sfabricirana. Popolnoma sfabricirana. Ta trenutek je ta zahteva v pogajanjih, ki niso končana, manj kot 200 milijonov. Manj kot 200 milijonov. Ne pa 327, kot jih vi trdite. Naslednje, 15 000 dodatnih delovnih mest naj bi bilo v javnem sektorju. Enkrat je vlada že uradno zanikala, da gre za popolnoma zmanipulirane podatke, ki so izračunane iz ur nazaj na ljudi, ki so zaposleni. V tem času, za katerega trdite, da je bilo 15 000 ljudi več, se je za 2800 ljudi zmanjšal javni sektor. In spet uporabljate to kot krucialni argument za to, da naj bi javni sektor dobil imel neko posebno korist od tega. In zdaj na koncu. Najprej tukaj upam, da se sliši tudi še kam drugam, pozivam ministra Koprivnikarja, da
dokaže svojo trditev, ki bo seveda zelo težko dokazati, ali pa se upraviči javnim uslužbencem in uslužbenkam, ker ta trditev, ki jo gospodarstvo, zdaj pa nekateri, moram reči pošteno, 3 tedne uporabljajo vsak dan kot nekaj, kar proizvaja neposreden odklonilen odnos do javnega sektorja, celo sovražnost je v bistvu netočna, neresnična in seveda zaradi tega mora minister to čim prej pojasniti. Zdaj tudi prosim gospo ministrico, da tukaj potrdi ali zavrne trditev, da naj bi vsak javni uslužbenec v zadnjih 2 letih dobil po 1000 evrov večjo plačo vsako leto. Ker na tak način se tudi pogajati v resnici ne moremo. Zdaj pa še okrog tega predloga, kar se tiče glasovanja, verjetno ni težko uganiti, da bom glasoval proti in bom za na konec sklepal tisto, kar je tudi argument lastnikov kapitala in podprem z podatkom kolega Dušana Semoliča. Ponovno citiram gospodarska gibanja. V Sloveniji se je delež dela od 4. kvartala leta 2008 do 4. kvartala 2013 zmanjšal z 53,2% BDP-ja na 50,7%. V tem istem času se je delež kapitala v BDP-ju povečal. Medtem ko se je v nemškem gospodarstvu delež dela v času krize povečal iz 55,2 na 55,8. In ugotovitev, krizo so plačali predvsem delojemalci obrobnih evropskih gospodarstev in novih članic EU, kjer so se že sicer nizki deleži dela še dodatno močno zmanjšali. To so pa trda dejstva. Hvala lepa. Hvala lepa državnemu svetniku Branimirju Štruklu. Sedaj pa ima besedo državni svetnik Igor Antauer. Gospod predsednik, hvala lepa za besedo. Gospa ministrica, z ekipo lepo pozdravljeni, kolegice, kolegi. Zanimivo, kam smo pravzaprav prišli pri tej razpravi o zakonu o dohodnini. Ubranjenje statusa javnih uslužbencev. Kolega Štrukl, jaz verjamem, da je verjetno malo neugodno ta napis, ampak ta napis je povzetek izjave nekoga, ki ni z našega sektorja, ki ni z realnega gospodarstva. Pa ne glede na to, če bomo zdaj šteli, če jaz seštejem število let krize, pa 100.000 delovnih mest manj, kdo je končal, ampak res delojemalci so, prav je trditev, delojemalci so takrat, ko potegnili, seveda vključno z njihovimi delodajalci, ker jim preprosto niso mogli zagotoviti dela. Ampak to ni ravno konstruktivni način razprave. Vsaj zdi se mi, da danes ne razpravljamo o plačah v javnem sektorju, ampak o zakonu o dohodnini, pa mogoče bi se lokalci mogoče bolj javili, ker mogoče prej ali slej bodo doživeli to, da bo masa dohodnine manjša, kako bo pol z glavarinam, pa ne vem, ampak ta sistem ne obvladujem. Hotel sem, čist drugače sem hotel pravzaprav v začetku, sem se prijavil. Ja, ministrica, res je, opravili ste odkrito povedano 3 kroge izmenjave stališč in ne trdi nihče pač, da nismo bili slišani oziroma da se nismo poslušali, trdimo tlele noter, da argumentov pač niso bili upoštevani, vsaj večine ne. To je naša trditev. Druga reč, jaz tudi ne bi govoril, da bo šlo toliko več za plače v javnem sektorju, bolj bi govoril, da bo pač javni sektor, se potem balansu jasno po teh izračunih, da bo več ostalo v proračunu. Jaz razumem legitimno pravico vlade, predvsem pa ministra oziroma ministrice za finance, da bo naredila vse za stabilne finance, predvsem pa najprej za proračun. Ampak mi smo zdaj v situaciji, da ta proračun kljub vsemu ni ravno najbolj razvojno usmerjen. Moram tudi povedati, da me nekatere rešitve v tem zakonu so mi moja boljka je varnost in zdravje pri delu in tu nekaj rešitev je, ki so ugodne, ampak to še vedno po mojem ni dovolj ambiciozno, da bi lahko rekli, da smo zadovoljni s tem delom. In zdaj to, kar kolega Semoliča v končni fazi je večino svojega govora namenil v smeri, ki je bila tudi moja vsem času izmenjave stališč. Moja trditev je bila, da bi mogli regres dodatno razbremeniti, ker je to zakonska kategorija. Jaz sem to nekajkrat tudi rekel na teh pogovorih. Jaz celo bom zelo odkrito povedal,
govorimo o svoji glavi, ne o zakonski definiciji. 13. plača je zame regres in 14. je recimo božičnica, tako kot je v okoliških državah, ampak to je stvar definicije. Ampak takrat sem izrecno rekel, če je zakonska obveza regres, potem bi mogli najprej regres razbremeniti. Moram namreč reči, v malem gospodarstvu je zelo malo tistih, ki izplačuje plače 2 jurja pa nekaj, ker je pač stanje malega ali pa mikrogospodarstva večinsko takšno, kakršno je. Stanje je tako, pa tudi drugje ni zelo akumulativno. In drugič, zelo malo mikro in malih podjetij bo doseglo sploh pogoje, da bodo lahko izplačali 13 oziroma 14 plačo, ker niso tako akumulativni, da bi lahko dobiček sploh izplačevali. Zato pravim, da tu ne vidim neke posebne dodane vrednosti pri tem in mi smo pravzaprav zahtevali zdaj, a je to mogoče mal napeto in tako naprej, tudi to, kar so okoli pošiljali, ampak to ni napad na javne uslužbence, to je napad na javno porabo. To je napad mogoče na to, da je premalo akumulacije, ki je namenjeno razvojnim nalogam te družbe in seveda novim delovnim mestom. Zato mislim, da tu ne bi smeli vsaj v tem delu ne imeti problema. Če je pa problem vojne med javnimi in uslužbenci oziroma delavci v realnem sektorju, potem, kolega Štrukelj, nadaljujte s to tezo, ampak to ni dobra reč, ker zdaj le branite javne uslužbence. Dejstvo je še enkrat, da ni pomembno, kdo je odtrpel. Pa še nekaj, če mislite, da smo čisti iz krize ven, se malo bojim, da računamo na napačen talon. Mene je resno strah kitajskega balona, obeh balonov, ne samo enega. In verjetno bomo res mogli ustvariti neke akumulacije, da ne bomo na škrge dihali, če bo počel še kje, brez seveda naše zasluge. Tako da mislim, da je resno razmisliti tudi o tem zakonu. Ne gre za to, da kdo s tem vetom, vsaj jaz osebno ne rušim nikogar, nočem rušiti kogarkoli. V končni fazi želim imeti stabilno okolje. Ampak mislim pa, da je to, kar je zdaj ponujeno, odločno premalo ambiciozno. In ne daje pravega signala gospodarstvu za to, da bi še optimistične lahko delalo. Hvala. Hvala lepa državnemu svetniku Igorju Antaverju. Sedaj pa ima repliko gospod državni svetnik Branimir Štrukelj. Zdaj, jaz upam, da je povsem očitno iz teksta, ki smo ga brali, da delodajalci pri predlogu želijo ustvariti konflikt med javnim sektorjem in zaposlenimi v gospodarstvu. Tega ni, ker je solidarnostno pač ta moč večja in vemo, kje smo. Če vi poudarjate, da bi morali nekaj vzeti javnim službam, pa nekaj dati, pa da smo preveč dobili, pa to temeljite na neustreznih in netočnih in nerealnih podatkih, potem je to seveda naperjeno proti javnemu sektorju, ker ga poskušate diskreditirati. Zdaj pa mimo grede. Kolega Antaver je govoril o 100 000 brezposelnih, ki naj bi bili izgubili delo oziroma naj bi gospodarstvo izgubilo 100 000 delovnih mest. To je zelo zanimiva formulacija. Prvič ne opozorim, da ste celo svojo lastno številko povečali za enih 23 000, tukaj pišete o 77 000, tako da je pa tudi 77, če bi jih imeli na začetku krize, zdaj bi morali mi 150 000 nezaposlenih za ta trenutek, tako da mogoče je kljub vsemu treba kdaj kakšno številko pogledati, ne pa pretiravati na tako velik način. In jasno je, da gospodarstvo ni izgubilo teh delovnih mest. Izgubili so delo delavci, ki so ostali brez dela zato, ker se je kapital branil tako, da je odpuščal delavce. In podatek, ki sem ga citiral, kaže, da ste se dobro zavarovali, ker se je delež kapitala v BDP-ju v času krize povečal, delež dela pa znižal. Zato mi ne prodajati te o izgubi delovnih mest v gospodarstvu. Hvala lepa državnemu svetniku Branimirju Štruklju. Sedaj pa ima besedo državni svetnik magister Peter Požun. Spoštovana ministrica, sodelavci. Jaz moram reči, da me je seveda ob argumentaciji veta zmotilo to, kar je seveda tudi kolega Štrukelj povedal. Argumentacija temelji na tem, da smo javni uslužbenci dobili več in tu celo tako piše, da je bilo celo pošteno, če bi javni uslužbenci dobili manj. Jaz svojo plačo zaslužim s svojim delom in tega nihče ne podari.
in nihče za to ne daje več za to, da bi jaz dobil še več. In seveda takšno medsebojno preigravanje bo seveda žal sprožilo kakšne ostre besede, upam seveda, da ne vojne. Ne. In želim povedati, v argumentaciji piše, da ne bi bilo tudi v interesu lokalne skupnosti, da je tu ta veto vložen. Jaz bi povedal lokalnim skupnostim, da sem jaz tudi volilna baza lokalne skupnosti in recimo mojih 35 000 zaposlenih v zdravstvu in da želimo, da seveda tudi nas zaščitijo in se mi ne zdi korektno, da se v argumentaciji veta uporabljajo takšne zadeve. Veto mora pač spodbijati na stališče ali pa zagovorništvo tisto, kar je pripravila vlada in sprejel državni zbor v tem trenutku, se argumentiramo za njimi, ne pa da ustvarja te napetosti med nami. In tudi takole, se strinjam, da je za vse premalo, ampak tako kot je rekel kolega Antauer, smo zgleda še zelo na robu krize in verjetno te koraki bodo bolj počasni, ampak 20 evrov za posameznika, ki je na minimalni plači na mesec, tudi kar nekaj pomeni, vam moram povedati. Take ljudi tudi poznamo in srečujemo. In jaz mislim, da leži, da je težišče tegale veta v tem, da žal največji ali pa ta peti dohodninski razred ni bil deležen nobene olajšave. Ampak veste, tako kot tudi notri piše, saj domačo potrošnjo ustvarja srednji nižji razred in upokojenci, te vse porabijo tu. Tisti tamle gor na vrh, pa več kot toliko ne kupijo, več kot toliko ne pojedo. Kam pa je hodil denar v teh časih krize? Pa vemo. In moje vprašanje je tudi, imeli smo olajšave za investicije in znanost in raziskovanje. Čakam to analizo v tistem času, koliko tega pospeška znanstvenega je bila iz tega naslova ustvarjena. Tako da si ne želim več podobnih argumentacij, ki vzpostavljajo take, bom rekel, negativne potem med nami pogovor. In še enkrat povem, jaz kot javni uslužbenec svojo plačo zaslužim s svojim delom. Hvala. Hvala lepa državnemu svetniku magistru Petru Požunu. Sedaj pa ima besedo državna svetnica magistra Marija Lah. Hvala lepa za besedo, predsednik. Lep pozdrav še enkrat vsem in tudi vam, gospa ministrica. Moram reči, da sem nekako v fokusiranju na rezultat komisije vam nekako iz nerodnosti pozabila čestitati k vaši funkciji, predvsem pa vam nekako zaželela veliko vaše energije, da bomo zmogli, če bomo hoteli seveda preseči take diskusije, kot so danes v državnem svetu. Jaz sem nekoliko razočarana, moram povedati, nad tole diskusijo. Tale veto ni bil, sem namreč iz delodajalske skupine, tale veto ni bil napisan z namenom, da bi se gospodarstvo pa sindikati oziroma javni sektor med sabo začeli obkladati ali s podatki ali pa s kakšnimi drugimi oblikami bolečih in manj bolečih argumentov ali pa ne argumentov. Ta veto je bil napisan z namenom, da opozori na dejstvo, da je gospodarstvo pri davčnem prestrukturiranju, kakršno je pred nami, enostavno pričakovalo več, dobilo pa manj, kot je pričakovalo. Tudi nekako argumenti, ki so upoštevani pri tem vetu, gredo morda res v primerjavo z javnim sektorjem, čeprav ta namen ni bil tak. Pa da ne bo pomote, jaz veta nisem podprla. Jaz veta nisem podprla in sem sila neobremenjena, kar se tega tiče. Kljub temu pa naj povem za osvežitev spomina, da predstavljam 30% slovenskega gospodarstva, pa 20% zaposlenih v Sloveniji. Trgovina namreč toliko predstavlja. Pa naših članov je okrog 6 000, veliki, majhni, srednji, kakršnikoli hočete,
tako da je moje mnenje ali pa stališče, kar se tega tiče, dokaj izkristalizirano. Pa bom še enkrat rekla, tudi v razgovorih z ministrom in z ekipo, sedanja ministrica gospa Vraničarjeva je bila seveda vse skozi zdraven, smo pričakovali pa tudi predlagali več, kot smo dobili. Pa kljub temu smo nekako zavzeli stališče, da ta zakon podpremo. Podpremo pa iz edinega razloga, iz samega edinega razloga, ker je recimo temu korak v pravo smer. In ker resno računamo, da bo vlada nemudoma pristopila k analizi stanja v Sloveniji, primerjalno analizo z Evropsko unijo, pa katerkoli že inštitut kolega Štrukelj bo že vzela za fundament ali pa svoje lastne izračune, in da bomo skupaj v dialogu nekako poskušali začrtati resnično davčno reformo v bodoče. Tokrat smo pa tole drobtinico, da tako rečem, vzeli zaradi tega, kar je že kolega Semolič danes poudaril. Mi smo se že 3 leta smo se trgovci zavzemali za razbremenitev izplačila iz naslova poslovne uspešnosti. In prav jaz sem bila tista, ki sem kolega Semoliča pred 3 leti prosila za podporo. A si predstavljate? Delodajalci so sindikate prosili za podporo, da naj nas podprejo pri razbremenitni izplačila iz poslovne uspešnosti. 24% podjetij danes to izplača. Analiza oziroma anketa, ki smo jo naredili na Trgovinski zbornici Slovenije, je, da bo polovico od tistih, ki danes ne izplačajo poslovne uspešnosti, v primeru razbremenitve to storilo. In mi podpiramo to zato, ker je to za ljudi dobro. Pa hočete vi interpretirati kakorkoli. Nisem rekla za tiste, ki delajo v gospodarstvu, pa nisem rekla za tiste, ki delajo v javnem sektorju. Za ljudi in v končni fazi tudi za trgovce, ker bomo z večjim obsegom sredstev, s katerimi bojo ljudje razpolagali, lahko več prodali. In ne pozabite, da boste tudi tisti, ki delate v proizvodnji, pa zastopate proizvodnjo, tudi več proizvedli. In tako se kolo vrti. Baza vsega pa je, pa se mi lahko danes obkladamo tako ali drugače gospodarstvo. In zato smo mi pričakovali nekako večjo naklonjenost vlade do gospodarstva. Še posebno razočaranje smo pa doživeli po preteku prve polovice letošnjega leta, ko se na segmentu davka od dohodka pravnih oseb stališče vlade ni spremenilo. To je sicer drug veto, pa tudi diskusija, ki bo tja sodila, ampak se pač takrat ne bom oglasila, vsebina pa se upada. Ker so se makroekonomski pokazovalci v Sloveniji bistveno izboljšali glede na tiste, na katerih je vlada v maju, ko smo razgovore začeli, pripravljala reformo oziroma mini davčno reformo, kakršna je danes pred nami. Zato smo razočarani. Ampak ne glede na to našo razočaranost, kot sem že rekla, zakon o dohodnini podpiramo, enako kot sta tako Semolič kot kolega Štrukelj, če sem ga prav razumela, poudarila, nismo zadovoljni zaradi tega ne, ker ne razbremenjuje tistega sloja, ki se jim reče razvojniki oziroma strokovnjaki. Jaz verjamem, da zaradi 200 evrov se bistveno v Sloveniji spremenili ne bo, tudi stališče teh ljudi. Ampak če je to korak v pravo smer, in jaz računam, da vlada tako razmišlja, potem smo v tej fazi zadovoljni. Računamo pa na korenito davčno reformo, na nadaljevanje dela na tem segmentu, pa seveda na naš dialog. Hvala. Hvala lepa državni svetnici magistri Mariji Lah. Želi še kdo razpravljati? Izvolite, besedo ima državni svetnik magister Stojan Binder. Torej, tudi jaz moram reči, da obžalujem, da je tale razprava potegnila čisto eno drugo smer kot vsebina, o kateri sem govoril pri svoji obrazložitvi predloga za veto. Torej, tisti, ki niste brali dokumentov, zgleda, da kolegi delojemalci so dobro to preštudirali, bi skoraj rekel, da niste niti pravzaprav vedeli, zakaj se gre. Kajti tisto, kar sem jaz govoril, enkrat samkrat nisem omenil javnega sektorja. Se šel preveriti,
svoj dokument še enkrat, nisem ga niti enkrat omenil. Tako da mi je resnično žal, če je prišlo do tega, še enkrat pravim, Stojan Binder ga ni kot predlagatelj ustno tule niti enkrat omenil. In seveda globoko obžalujem, da se je ta prilika izkoristila za to, da se je vzpostavil, bi rekel, skoraj navidezni konflikt med javnim in zasebnim sektorjem, ki ga jaz nikoli nisem zaznal v svojem tudi zasebnem življenju, kajti več kot polovica mojih najbližjih je vedno funkcionirala v zasebnem sektorju, v javnem sektorju in izgleda, da bo tako tudi še v nadaljevanju. Tisto, zaradi česar smo mi delodajalci in v imenu delodajalske interesne skupine smo predlagali ta veto, je to, da se pravzaprav pove, da je ta zakon razočaranje v tem smislu, da ponuja glede na tisto, kar danes dosegamo v Sloveniji in kar kaže, da bomo še dosegali v Sloveniji, znatno premalo. Znatno premalo v smislu stimulacije za uspešnost pri delu. Potem je vprašanje tudi dohodninska lestvica, tudi sam moram reči, da sem v podjetju, kjer imamo kar precej ljudi zaposlenih, ki jih pravzaprav ta sprememba zakona ne bo bistveno tangirala, govorim predvsem o projektantih, inženirjih, konštrukterjih in tako naprej. Skratka, to je bila poanta in razlog, zakaj sem danes stopil tu na tole mesto in predlagal, da damo veto na ta zakon. Ne pa, da se vzpostavi nek konflikt med javnim in pa zasebnim sektorjem. Resnično obžalujem, da je danes tudi do tega prišlo. Hvala lepa državnemu svetniku magistru Stojanu Binderju. Sedaj pa ima besedo državni svetnik Drago Ščernjavič. Lep pozdrav tudi vam, gospa ministrica. Bi rekel, da spoštovani se poslušamo, vendar se ne slišimo. To je pa dejstvo. V tej dvorani sem nekajkrat izpostavljal, pa danes ponovno, da je v javnem sektoru zdaj po 6 dogovorov, zdaj smo v pogajanjih za morebitni 7. dogovor, bilo privarčevano na mase za plače in druge prejemke, pa ne po mojih podatkih, čez milijarda pa 500 milijonov evrov, krepko. To pomeni velik doprinos na oltar te domovine javnega sektorja, javnih uslužbencev, tudi če hočeš konkurenčnosti gospodarstva. Jaz gledam tudi takole, tam 12 odstavkih vašega teksta je v 4 odstavkih javni sektor omenjen. Zdaj, da vam je to malo preveč ušlo, to je druga zgodba, ampak je pač dejstvo, tam noter so in preveč polarizacijsko napisan ta tekst, to je pa drugo, to je pač vaša soodgovornost, zato sem tudi tukaj. To kolega rekel, seveda ne, tudi javni sektor, javna uprava, zdravstvo, šolstvo, delavci, zaposleni veliko prispeva. Mi še nismo niti prišli na nivo plač, torej javni sektor iz leta 12, vedno je minus 8%, vse to vem, tudi ministrica. In govoriti o nekem torej dvigu pa plač, mislim tudi to, gospodu Koprivnika rekel, da ne, se o tem ne govori, približujemo se enemu nivoju, ki je bil dosežen, zdaj pa pač s krizo se je pač tako odpelo in pa zapelo, kot se je. In seveda tudi glede na to, kar smo pa opozarjali vseh teh letih, samo se ne slišimo, to je pa druga zgodba, tudi ministrstva ne slišijo, tudi minister Bramor nič ni dosti slišal, pa pred njim Križanič ni dosti slišal, upam, da bo ministrica Nova kaj več slišala, smo opozarjali, kaj na prihodkovni strani proračuna narediti, zelo konstruktivne predloge smo dali, nečkrat takole, pa tudi argumentirane, da bi povečali prihodke proračunov, ne da bi nove davke povečevali. In kaj bi naredili na odhodkovni strani proračuna in kaj prestrukturirali za to, da bi bil manjši pritisk na maso za plače in druge prejemke ali pa na mikroravno plače posameznika delavca in tako dobro, podrobno gledam, kot imamo, ali pa ima vlada v proračunu, zlasti mu rekel, ker ima ta znameniti MFRAC, državni javni upravi, plače po delovnih mestih, delavcev, zaposlenih, pa druge prejemke, če bi vse druge kategorije tako imeli podrobno gledom, sem prepričan, da bi danes v Sloveniji imeli boljšo javno finančno situacijo, kot imamo. Bi lahko navajal kup področji, kjer nam denar teče v tej državi in se ne zgane. Tisti, ki so tudi za to poklicani, pa najbolj odgovorni. Preden sem prišel, sem imel s kolegom Boletom razgovor o znameniti bančni luknji. Zdaj se vas zmenjala podatke.
on bo dal meni, jaz pa njemu tisto, kar imam jaz. Vse kredite NLB-ja, vse kredite Nove banke Slovenije, ki so šli v družbo za terjate, DUPT, in kdo je naredil to veliko luknjo, da smo mi to luknjo krepko preplačali, pa brez odgovornosti, da bi jo vse ugotavljali in bi jo morali ugotavljati tej državi, družbi. Tako ministra za finance, ker ministri za finance sedijo na kolegijah Sveta banke, tako guvernerje Banke Slovenije, pa tudi druge deležnike, ki so bili v tej raboti dosegljivi. In se bova jutri zmenili, jaz bom dal vse tiste moje podatke, on meni manjkata 2 podatka, njemu tudi nekaj in bom z tega nekaj naredil. In bom tudi zadevo zapeljal proti cilju, tako kot sem si zadal. Pa brez podpore ne bom ni nobenih političnih strank, ker se nočijo zganiti, pa vsi vse vejo. Vsi vse vemo, pa se nič ne zgodi. Kar zadeva tega poročila oziroma dohodnine. Spoštovana ministrica, ne da bi hotel kaj posebej, ampak v poročilo o izvajanju proračuna, ko sem, torej vsega tudi vi imate, poznate, tam je notna analiza dohodnine po virih dohodnine, struktura 16 akontacij dohodnin. Ne bom zdaj navajal, kje so rubrike prazne po polletju. Poglejte si, pa ste videli, zakaj so rubrike prazne in viri dohodnine, ki so 594 milijonov v polletju bili, cilj je milijarda, pa še nekaj do konca leta, nekatere pomembne kategorije prazne ali pa preniske. To je pa, in da trdim, da iz dohodnine marsikaj odteka in se preliva drugam, pa tudi iz Slovenije v druge banke, v tujino in tako naprej. Pa se to ve ali pa se premalo ve, ali pa se premalo na tem dela. In gledano po tej strukturah, tole kot je dohodnina velika rezerva. Drugo, kar bi hotel opozoriti, je pa tole, da ne bi prišlo do tega, prosim, če tale najvišji dohodninski razred 21 tisoč je zaposlenih ljudi po individualnih pogodbah, to imajo v glavnem, po mojem, vsi temne od 8 ali pa 10 tisoč evrov bruto. Kaj pa tem pomeni 200 evrov, lepo vas prosim, ko imajo še druge prejemke o plačah, nekatere plače teh ljudi pomenijo po individualnih pogodbah 20%, drugi prejemki 80%, ali pa je plača krepko osnovna plača, tisto, kar se zajema, krepko manjša od drugih vrst prejemkov, da jih ne bom začel navajati. In da teh 200 evrov, ki bo on dobil, prosim lepo, pa se ena pot ali pa eno avtomobilistika gor dol več stane, kot pa tih 200 evrov na mesec. To pa je moja ocena, pa to so množica teh po individualnih pogodbah in njihove tudi v mnogih primerih zlorabe, tako izpostavimo. Kako se zadeva tale davek od dohodka pravnih oseb? In tole pred leti je bilo, tudi tle smo se vzpostavljali, koliko je v družbi za upravljanje terjatev, ne družba, tale, ko je bilo prenešeno vso premoženje v 12 milijard v to našo znamenito SDH, Slovenski državni holding. Se spomnite, kako smo se čudili, kakšna nizka donosnost kapitala, kakšne majhne dividendice so, ne? In kako bi lahko mnogo več se naredilo v teh družbah in še kje drugje, da bi bile dividende večje, dobiček večji, vendar malo se je premaknilo, ampak še vedno krepko premalo za tole polnjenje proračuna. Skratka, da bi zaključil, menim, pričakujem, da torej tako, kot je zdaj zastavljena, je prava smer, je in torej tako, kot je, in seveda iz teh vseh razlogov, bi rekel, se bom pridružil tudi v tem podpiranju tega zakona, ker zato, da še seveda pa pričakujem pa od ministrstva nadaljevanje aktivnosti zlasti na prihodkovni strani proračuna in pa določena prizadevanja za večje prilive, pa tudi na odhodkovni strani, ki tudi ni zanemarljiva kategorija, da bi se dalo več narediti z notranjimi racionalnimi potezami v marsikaterem dejavniku v proračunskem porabniku. Hvala. Hvala lepa državnemu svetniku Dragu Ščernjaviču. Želi še kdo razpravljati? Če ne, potem zaključujem z razpravo in sprašujem, ali želi predstavnica predlagatelja zakona podati dodatno obrazložitev. Izvolite, besedo ima ministrica za finance, magistra Mateja Vraničar Erman. Hvala lepa, gospod predsednik, še enkrat za besedo. Par komentarjev mi dovolite. Govora je bilo o tem, da potrebujemo dialog. Absolutno. Ponujali smo ga. Poskušali smo ga izvajati.
in doživeli vrsto zavrnitev. Zadnjo prejšnji teden. Odpoved sestanka, na katerem smo se želeli dogovoriti, kaj bomo v nadaljevanju naredili na področju davčne politike, da naredimo naslednji korak. Ker ves čas trdimo, da je predlog dohodnine v kombinaciji z zakonom o davku od dohodkov pravnih oseb prvi korak. In upam, da bomo v naslednjih tednih zmogli to modrost, da naredimo korak nazaj in da se usedemo za mizo in da se začnemo pogovarjati. Govori se o tem, da so v bistvu bila pričakovanja večja. Vseh. In to je normalno. Po letih in letih krize in zategovanja pasu, ko se odpre v bistvu gospodarska rast, ko se odpre v bistvu zviševanje prihodkov, vsak legitimno postavi pričakovanja, da se bo ali znižalo nominalne obremenitve ali pa zagotovilo tisto, čemur se je v preteklih letih odpovedovalo. Vendar še enkrat ponavljam, začetek gospodarske rasti zaradi neuravnoteženosti prihodkov in odhodkov v javnih financah zahteva večji napor pri tem uravnoteženju. To smo si zapisali v ustavo in to smo si zapisali v zakonu o fiskalnem pravilu. In v to smer gre tudi opozorilo gospoda Antaverja, da je vprašanje, če je že konec krize. Odvisno je od nas, ali si bomo znali oblikovati temelj, čvrst temelj, na katerem bomo lahko gradili nadaljnji razvoj. Krčenje porabe. Vsako leto javno porabo samo v državnem proračunu krčimo za minimalno 240 milijonov letno. Toliko letno zmanjšamo deficit državnega proračuna. Govorimo o nominalnih številkah. In to je sestavni del tega paketa. Kot je sestavni del tega paketa tudi to, da nadomestne vire s povečanjem nominalnih stopenj iščemo samo za 2/3 nižjih prihodkov iz naslova dohodnine. 46 milijonov evrov manjkajočih prihodkov iz naslova dohodnine bomo nadomestili z učinkovitejšim pobiranjem in eventualno dodatnim znižanjem javne porabe. Ampak naredili bomo ta korak k konsolidaciji, da bomo poiskali za 46 milijonov dodatnih rezerv. Glede ohranitve 50-procentnega razreda bi rada opozorila še na to, to sem v uvodni predstavitvi pozabila omeniti, da smo finančni učinek, ki bi ga sicer dosegli z ukinitvijo tega razreda, tam 8-9 milijonov evrov je bilo tega, smo porazdelili tako, da smo povišali mejo med 3. in 4. razredom in na ta način razbremenili zaposlene z letnimi plačami nekoliko nad dvakratnikom povprečne plače. Problem slovenske dohodninske lestvice je ta, da preko 91% vseh davčnih zavezancev sodi v prvi in drugi davčni razred. Ali pa z drugimi besedami 90,5% zavezancev dosega plače do 1,6-kratnika povprečne plače. Samo slabih 10% zaposlenih dosega plačo, ki je višja od 1,6-kratnika. To kaže na to, da smo v Sloveniji dohodkovno izredno izenačena družba. Ampak hkrati to kaže tudi na to, da podpiramo ali pa smo doslej podpirali delovna mesta, ki so dajala sorazmerno nizko dodano vrednost. Ta sprememba zakona o dohodnini poskuša preobrniti to miselnost.
poskuša spodbuditi odpiranje delovnih mest z višjo dodano vrednostjo. To pa spodbudi v bistvu nadaljni gospodarski razvoj. In to vrstne korake bo treba delati tudi vnaprej. Ampak dokler ne dosežemo strukturno uravnoteženih javnih financ, torej izravnane prihodke in odhodke, toliko časa ne moramo govoriti o razbremenitvi. Lahko govorimo o nadaljnih korakih prestrukturiranja. In tudi druge države, ki so v zadnjem obdobju se lotile sprememb na davčnih področjih, vse so se lotile prestrukturiranja, ne splošne razbremenitve. Še enkrat vas pozivam oziroma vam predlagam, da ne podprete predlaganega veta, ker zastavite si vprašanje, ali rešitve, kot jih prinaša ta zakon, pomenijo izboljšanje trenutnega sistema dohodninskega ali ne. Jaz trdim, da pomenijo izboljšanje in vam predlagam, da veta ne podprete. Hvala. Hvala lepa ministrici za finance, magistri Mateji Vraničar Erman. Sedaj pa sprašujem, ali želi predstavnik predlagatelja odložilnega veta podati dodatno obrazložitev? Ne. Torej, prehajamo na glasovanje. Na glasovanje dajem predlog zahteve Državnega sveta, da Državni zbor ponovno odloča o zakonu o spremembah in dopolnitvah zakona o dohodnini, kot ste ga prejeli na klop. Najprej se da prisotnost. Torej, prisotnih je 35 državnih svetnikov, za je glasovalo 6 in 26 proti. Ugotavljam, da je predlagano zahtevo Državni svet ni sprejel za 26 glasovi za in ni sprejel za 26 za in 6 proti. S tem zaključujemo to točko dnevnega reda in prehajamo na drugo točko dnevnega reda. Predlog odložilnega veta na zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o davku od dohodkov pravnih oseb. Državni zbor je zakon sprejel na 22. redni seji 27.9.2016 in ste ga prejeli po elektronski pošti s sklicem. Predlog odložilnega veta, ki ga je predlagala interesna skupina delodajalcev, ste prejeli po elektronski pošti s sklicem izredne seje. Predlog odložilnega veta je obravnavala Komisija za gospodarstvo, obrt, turizem in finance. Mnenje imate na klopi. Poročilo komisije in predlog zahteve Državnega sveta, da Državni zbor pred razglasitvijo zakona o njem ponovno odloča, ste prav tako prejeli na klop. Prosim, da morebitne amandmaje k predlogu zahteve vložite v pisni obliki. Predlagam, da pričnemo z obravnavo predloga odložilnega veta z zahtevo, da Državni zbor pred razglasitvijo zakona o njem ponovno odloča. Sprašujem, ali želi predstavnik predlagatelja odložilnega veta podati kratko obrazložitev. Izvolite, besedo ima član interesne skupine delodajalcev, magister Stojan Binder. Hvala lepa za besedo. Lep pozdrav še enkrat v mojem imenu. Torej, interesna skupina delodajalcev je na isti seji kot pri prejšnjem zakonu, to se pravi na 9. izredni seji 29. septembra, sprejela sklep, da daje pobudo za sprejem odložilnega veta na zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o davku od dohodka pravnih oseb. Tudi ta sprememba zakona o davku od dohodka pravnih oseb spada v sklop te mini davčne reforme. V gospodarstvu pa sodimo in smo prepričani, da ta sprememba zakona ni pravična niti razvojna, da pojasnim. Ta zakon je zelo kratek in obsega 1,5 stran tipkano. In pravzaprav se vse osredotoča na samo spremembo. S to spremembo zakona naj bi se povečal davek od dohodka pravnih oseb iz sedanjih 17% na 19%. V interesni skupini delodajalcev smo prepričani, da se s to spremembo zakona dodatno obremenjuje gospodarstvo, saj se s tem zmanjšujejo sredstva za razvoj podjetij, zaradi česar ta sprememba zakona ni razvojna. Kot je vsem skupaj znano, lastni viri za razvoj predstavlja neporabljena amortizacija in pa dobiček. Bolj, ko je dobiček obdavčen, manj je sredstev za razvoj. Odgovorni lastniki imamo tudi odgovoren odnos do kapitala in dobička s tem. Prepričani smo, da bi se s povečanjem davka od dohodka pravnih oseb
v celoti financiral izpad proračunskih prihodkov zaradi sprejetja zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o dohodnini. To pomeni, da bi razbremenitev bruto plač tako v javnem kot v zasebnem sektorju zopet v celoti financiralo gospodarstvo, kar pa ni pravično. To bod sem omenil javni sektor in to zadnjikrat. Podjetje že nekaj zadnjih let plačujejo več iz naslova širjenja osnov za plačilo prispevkov ter višjih zavarovalnih osnov, ne dočakajo pa dan, ko bi vlada sprejela ukrepe za razbremenitev gospodarstva na področju razbremenitve stroška dela. Na nujnost tovrstnih ukrepov vlado že dlje časa opozarjajo tudi iz Bruslja. Iz Bruslja nas že dlje časa opozarjajo tudi o nujnosti sprejetja raznih strukturnih sprememb, pa ne se gre tu za pokojninsko reformo, ne se gre tu za reformo v zdravstvu. Te strukturne reforme bi pomembno razbremenile proračun, s tem pa tudi pritiske na povečanje davkov in drugih obremenitev gospodarstva, zato sodimo, da ni nikakršnih razlogov za povečanje davka od dohodka pravnih oseb, ampak je potrebno čimprej izvesti nujno potrebne strukturne reforme. Zato interesna skupina delodajalcev predlaga, da Državni svet sprejme zahtevo, da Državni zbor ponovno odloča o zakonu o spremembah in dopolnitvah zakona o davku od dohodka pravnih oseb. Hvala lepa. Zahvaljujem se državnemu svetniku magistru Stojanu Bindarju in sprašujem, ali želi besedo predstavnica predlagatelja zakona. Izvolite. Besedo ima ministrica za finance, magistra Mateja Vraničar Erman. Hvala lepa, gospod predsednik. Kot je bilo že omenjeno, se z zakonom o spremembah in dopolnitvah zakona o davku od dohodkov pravnih oseb določa dvig nominalne stopnje davka za 2 odstotni točki, da se na ta način pokrije del javnofinančnega izpada zaradi ukrepov za razbremenitev dela določenih v noveli zakona o dohodnini. Gre za približno 2/3 izpada oziroma 60 milijonov, kot sem omenila že prej. Manjši del rešitev novele zakona pa je posledica upoštevanja drugega nedavčnega pravnega okolja in nove ocene o primernosti oziroma smiselnosti ohranitve nekaterih veljavnih ukrepov. Ne bom ponavljala argumentov vlade, ki sem jih omenila že prej pri noveli zakona o dohodnini. Osredotočam se samo na nekatere dodatne argumente. Eden izmed očitkov je, da bo novela prinesla gospodarstvu samo dodatne obremenitve, kar pa ne drži v celoti. Že sem omenila, da je na strani dohodnine finančnih učinkov po naši oceni za 106 milijonov evrov in v višini 60 milijonov evrov se bodo financirali iz dviga nominalne stopnje davka od dohodkov pravnih oseb ob predpostavki, da se dodatna aktivnost v zvezi z vlaganji v investicije in raziskave in razvoj ne bo spremenila. Vendar z gospodarsko rastjo je utemeljeno pričakovati, da se bodo tudi te vložki povečevali, s tem pa se seveda znižuje tudi davčna osnova. Preostalih 46 milijonov izpada iz naslova dohodnine bo pokritih z večjo učinkovitostjo pobiranja davkov oziroma z ukrepi na odhodkovni strani proračuna. Ponovno poudarjam, da so ukrepi na strani razbremenitve dela v večini namenjeni predvsem zaposlenim v gospodarstvu. V enem delu sicer ne bo prišlo do razbremenitve bruto stroška delodajalca, vendar pa z povečanjem neto prihodkov oziroma neto prejemkov delavcev lahko pričakujemo v bistvu tudi večje zadovoljstvo in s tem v bistvu večjo prizadevnost in večji izplen tudi za delodajalce. Medtem ko se na strani nagrajevanja poslovne uspešnosti delodajalci lahko odločijo ali za ohranitev enakega bruto zneska, kar bo zaposlenim prineslo višji neto znesek, ali pa se odločijo za isti neto znesek, kar pomeni tudi bruto nižjo obremenitev za delodajalce.
Če gledamo samo stopnjo davka od dohodkov pravnih oseb, lahko v splošnem rečemo, da se bo z zvišanjem nominalne stopnje davka od dohodkov pravnih oseb povprečna efektivna stopnja povečala iz 11,5% na 12,85%. To razliko med 17 oziroma 19% na eni strani nominalnih stopenj in efektivnih stopenj prinesejo davčne olajšave, predvsem olajšava za investicije in pa olajšava v raziskave in razvoj. Razbremenitev dela po drugi strani bo odprla možnost, da bodo podjetja lahko zaposlovala tiste ljudi, ki so ob trenutni višini obremenitva za podjetja predragi v primerjavi z dodano vrednostjo, ki jo ustvarijo. In to je pomembno zato, da lahko potrdimo, da je pripravljena novela v okviru celotnega paketa prestrukturiranja davčnih bremen le korak v pravo smer in kot taka ne predstavlja samo bremena gospodarstvu, ampak podjetjem predstavlja tudi element za povečanje učinkovitosti in produktivnosti. Novela zakona po našem mnenju ne pomeni poslabšanja konkurenčnega položaja Slovenije, niti ne zmanjšanja razvojnega potenciala. Še vedno ostajajo v veljavi vse ključne davčne olajšave, čeprav teorija pravi, da naj ne bi imele posebnega vpliva na obseg investiranja, pa vendarle tako olajšava za investicije kot olajšava za vlaganje v raziskave in razvoj, ki imata po percepciji gospodarstvenikov pomembno vlogo v razvojnem potencialu podjetja, ostajajo v veljavi. Z vidika primerjave nominalnih stopenj davka od dohodkov pravnih oseb pa prav tako predlagana novela ne pomeni poslabšanja. Ta je namreč že danes v Sloveniji med najnižjimi v Evropski uniji in dosegamo po podatkih Evropske komisije 22. mesto. Čim višje mesto, tem nižja stopnja davka od dohodkov pravnih oseb. In z dvigom stopnje za 2 odstotni točki bo Slovenija še naprej ostala na 22. mestu oziroma si bo delila 20. do 22. mesto skupaj s Češko in Poljsko. Poudarjamo tudi, da dvig davčne stopnje davka od dohodkov pravnih oseb ne vpliva na fizične osebe, ki opravljajo dejavnost, kot se v javnosti zmotno predstavlja. Prav tako bi rada opozorila, da se pozablja, da so letos gospodarski subjekti likvidnostno razbremenjeni za najmanj 30 milijonov evrov na področju obračunavanja DDV-ja od uvoza blaga, da se je s 1. oktobrom znižala trošarina na električno energijo za energetsko intenzivna podjetja in da smo napovedali ob spremembi zakona o davčnem postopku, da bo do novega leta sledil tudi nov pravilnik, s katerim se bodo znižali stroški davčne izvršbe. Večina stroškov davčne izvršbe se bo prepolovila, kar je glede na pogovore, ki smo jih vodili predvsem s predstavniki malega gospodarstva, posebej za njih izredno pomembno. Še enkrat bi rada opozorila v zvezi z obrazložitvijo predlagatelja veta, da ni bilo storjenih ustreznih korakov glede znižanja javne porabe. In še enkrat poudarjam, da smo zniževanju javne porabe zavezani v sektorju država, pa še posebej v državnem proračunu, kjer za dosego tega cilja letno znižujemo porabo oziroma omejujemo javno porabo za 240 milijonov letno. In to zadrževanje porabe na obstoječi ravni ob rasti prihodkov nam zagotavlja postopno javnofinančno konsolidacijo. Upoštevaje vse navedeno, vlada meni, da paket sprejetih ukrepov, gledan kot celota, predstavlja prvi korak v pravo smer in še enkrat poudarjam, ne pomeni
konca iskanja možnih rešitev za povečanje konkurenčnosti poslovnega okolja, hkrati prinaša pozitivne učinke za produktivnost in učinkovitost v podjetjih, zaradi tega predlagamo, da odložilnega veta ne izglasujete. Hvala lepa. Hvala lepa, magistri Mateji Vraničar Erman, ministrici za finance. Sedaj pa sprašujem, ali želi besedo predstavnica Komisije za gospodarstvo, obrt, turizem in finance. Izvolite, besedo ima predsednica komisije, magistra Marija Lah. Komisija za gospodarstvo, obrt, turizem in finance je predlog odložilnega veta na zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o davku od dohodka pravnih oseb obravnavala na današnji seji. Kot sem že prej rekla, 8 državnih svetnikov je bilo na seji komisije prisotnih, 7 državnih svetnikov je veto podprlo, 1 državni svetnik pa veta ni podprl. Hvala lepa. Hvala lepa, predsednici komisije, magistri Mariji Lah. Sedaj pa sprašujem, ali želijo besedo predstavniki interesnih skupin. Izvolite. Besedo ima državni svetnik, magistr Dušan Semolič. Najprej eno izhodišče, ki je za nas v sindikatih pač pomembno. Zastopamo stališče, da je prav, da bi se dobiček delil na 3 dele. Govorim zelo grobo, ampak govorim o nekem interesu, ki se ga da opravičevati. 1/3 naj dobijo lastniki, 1/3 naj dobijo zaposleni, ki tudi so vplivajo za oblikovanje dobička, in 1/3 obvezno v razvoj, kajti tudi brez tega ne bo dobička. To je neko izhodišče, ki ga pogosto zagovarjamo, ki je tudi v Evropi pač prisotno. 2 dogodka sta, ki pogojujeta tudi današnjo odločitev. En dogodek je odmaknjen 20 let nazaj, v leto 1996, ko so delodajalci in delavci, delavke plačevali isti prispevek, enak prispevek v pokojninsko blagajno, 15,5%. Do tistega trenutka smo bili izenačeni z neko normo ILO-ja in izenačeni z vsemi evropskimi državami, da se deli to breme na enake dele. Tistega leta je vlada želela seveda dobro, če recimo zelo naivno predstavim interes vlade, ampak tako je bilo. Bil je dan predlog, da se delodajalcem to zniža na 8,85 začasno. Zakaj? Zato, da se pride z zakonom o plačilni listi in s pomočjo tega razbremeni delovno intenzivne panoge, kajti edino preko tega bi lahko znižali ta primež do delovno intenzivnih panog in ohranili tudi to industrijo pri življenju. In ta zakon o dobičku je bil mnogo časa prisoten, je veljal in je v dobršni meri tudi vplival za dosego tega cilja. Ampak ta zakon je bil potem odpravljen, ukinjen, delodajalcem se seveda ta stopnja ni dvignila nazaj in nastali so tudi zaradi tega nekateri problemi, kajti do takrat pokojninska blagajna, kljub temu, da je bilo 125.000 brezposelnih, mnogo mladih, je poslovala pozitivno. Takrat država stopi z proračunom z obvezo, da bo ta manjko pač pokrivala z pomočjo proračuna. Naslednji dogodek. Pred 10 leti 2006. Do takrat Slovenija ima davek na dobiček pravnih oseb 25%. Politiki pridejo s tezo, da je potrebno to zniževati, kajti to je edina pot, da bodo tujci prišli sem, investirali, da bo to odpiralo nova delovna mesta in še kaj. In leta, v katerih smo zdaj, pred nekaj leti, in ta analiza je bila objavljena v medijih tudi slovenskih, ameriška analiza, ki je dokazovala, da vstop tujcev, tujega kapitala, absolutno ni povezan z davčnimi stopnjami, ampak z mnogimi drugimi pomembnimi pogoji, da tuj kapital pride v katerokoli državo. Kajti, če bi preveč povečevali to davčno stopnjo, potem bi Bolgarija, ki ima 10%
nominalno stopnjo, bila pravi Eldorado investicij. In Francija, ki ima 38% davčno stopnjo, seveda tam tujega kapitala niti približno ne bi bilo. In Nemčija ima tudi izjemno visoko stopnjo. Sploh je v Evropi ta stopnja 22,6 poprečna stopnja obdavčitve kapitala. Skratka, sindikati smo predlagali že večkrat in tudi tokrat zaradi vsega tega podpiramo premik iz 17 na 19, seveda mi bi želeli, tako kot ko srce pravi, več, ampak ker je pred nami ta zakon iz 17 na 19, ta zakon pač podpiramo. Hvala lepa. Hvala lepa državnemu svetniku magistru Dušanu Semoliču. Sprašujem še, ali želi še kdo od predstavnikov interesnih skupin razpravljati? Če ne, potem odpiram razpravo in k besedi se je priglasil državni svetnik Dušan Strnad. Dober večer. Jaz sem sicer to temo, ki jo nameravam odpreti tukaj, odprl že na Komisiji za gospodarstvo, pa zgleda, da nisem bil dobro razumljen, pa bom ponovil. Namreč med pravne osebe, ki plačujejo davek od dohodka, spadajo tudi društva in društva plačujejo davek od dohodka od pridobitne dejavnosti. S tem štejemo gasilska društva, Karitas, Rdeč križ, pa še bi se dalo naštevati, da nam koga izpustil. No in ta društva prirejajo veselice, ne, pa še kakšne druge stvari, da pridobijo denar, in to je pridobitna dejavnost, v namen, da vlagajo svojo opremo, v nove pakete pomoči in skratka v svojo dejavnost. No in če kdaj je po mojem mnenju zdaj bila priložnost, da naredimo to izjemo. Če sem prav prebral, 500 000 evrov država pobere od dohodka teh pravnih oseb. To ni prav prevelik denar, ki se ga ne bi dalo pogrešiti. Dalo bi se seveda zdaj ob teh spremembah to narediti. Številni pritiski in prošnje in še kaj raznih organizacij civilne družbe so bile v zadnjih mesecih. No, namesto tega pa seveda dvigujemo davčno stopnjo iz 17 na 19. Se pravi, bodo gasilci in ti plačevali več. In zato je seveda tega zakona ne morem podpreti. Hvala. Hvala lepa državnemu svetniku Dušanu Strnadu. Želi še kdo razpravljati? Če ne, potem zaključujem razpravo in sprašujem, ali želi predstavnica predlagatelja zakona podati dodatno obrazložitev? Ne. Ali želi predstavnik predlagatelja odložilnega veta podati dodatno obrazložitev? Izvolite. Besedo ima član interesne skupine, magister Stojan Binder. Hvala lepa za besedo še enkrat. Torej, jaz moram še enkrat povedati, da glasoval bom v podporo tega veta iz enega posebnega razloga, in sicer še razumem recimo, da se ni podprl veto za prvi zakon o dohodnini po sistemu bolje išta nego ništa, tudi razumem. Nekaj se bo pa le dobilo. Ko pa gledam zdaj ta zakon in če sem prav gospod ministrico razumel, gre tle za vprašanje okoli 60 milijonov, ki ne bi navrgel ta zakon novih virov, proračun, in pravzaprav razmišljam, kakšna suma je to vizavi vsega tistega silnega denarja, tistih silnih stotin in stotin milijonov, pa tudi milijard, ki smo jih zmetali, morda tudi po nepotrebnem v bančno luknjo, ki so jih zafučkali ljudje, kao bolani, ki bi morali v zapor, pa igrajo košarko, pa jim nihče nič ne more niti vzeti premoženja in tako naprej. In potem to primerjam z 60 milijoni, ki jih bo država pobrala na podlagi tega zakona. Skratka, neprimerljive dimenzije in ne vidim nobenega razloga, da se država ne bi mogla potruditi in najti ob vseh teh možnih, velikih možnostih varianto, da bi nekajkrat po 60 milijonov pobrala od tistih, ki imajo veliko masla za ušesi. Zato bom jaz ta veto podprl z namenom,
iz razloga, ker država ni v tem trenutku v mojih očeh naredila pravzaprav prav nič posebnega, da bi se nekaj tega denarja, ki nam ga je bilo skanaliziranega, tudi v davčne oaze, pripirala nazaj kot alternativo, da se morda izognemo tudi dodatnemu obremenjevanju gospodarstva. Hvala lepa državnemu svetniku magistru Stojanu Binderju. Sedaj pa prehajamo na glasovanje. Izvolite, besedo ima državni svetnik Alojz Kovšca, obrazložitev glasu. Hvala lepa za besedo. Jaz bom veto podprl. Podprl ga bom iz zelo preprostega razloga. Ob nastopu te vlade je bilo veliko besed o tem, da se bo treba nekaj napraviti, da se bi razbremenilo gospodarstvo, da bi oživeli gospodarske tokove, no po dolgem čakanju in zopet čakanju smo doživeli to, ne da nas razbremenjujejo, ampak nas dodatno obremenjujejo. Jaz razumem, da je treba olajšati breme komorkoli in zato nisem glasoval proti temu, da se komorkoli omogoči, da malo boljše živi v tej državi, sem pa velik nasprotnik tega, da se ceno za to obeša gospodarstvo. Gospodarstvo je pa že res čisto zadost dalo na tem področju. Veliko bolj sem pričakoval, da se bo kdo premaknil na področju zmanjševanja stroškov tam, kjer se jih vlada dejansko, ne vem zakaj, ampak ni lotila. Res se ni lotila. Res nismo doživeli nobene resne reforme, nobenega resnega reza na tistih področjih, ki to državo hromijo. In pridružil sem še kolegu Binderju to, ni pošteno, res ni pošteno, komu se v tej državi obeša dodatna bremena in kdo zlahka splava mimo. In vse ostalo je demagogija. Vsi ljudje to vidijo in mi tudi vidimo. Konec koncev je pa tako. Zadnji, ki bodo ceno plačali, so pa zaposleni v gospodarstvu. Tako da, kolega Semolič, vaši delavci bojo na koncu imeli tudi manj, zaradi tega, ker bomo mi manj investirali. No, kar zadeva davčne oaze, bi rekel pa tole. Zelo malo ljudi, zelo majhno število ljudi, majhno število gospodarstvenikov v Sloveniji je sodelovalo v tem biznisu, v pošiljanju davčne oaze. Če bi jih primerjal, glede na število tistih, ki se ukvarjamo z gospodarstvom, z vso odgovornostjo in garantiramo svojim osebnim premoženjem, bi rekel, da je veliko večje število tistih, ki so pošiljali denar v davčne oaze na strani inštitucij oziroma paradržave. Od tam je šel denar v davčne oaze. Verjemite mi, da zelo majhen del realnih zasebnih gospodarstvenikov, lastnikov gospodarskih družb ga je tja poslal. Pošiljali so ga tisti, ki upravljajo z vašim in z mojim denarjem. Tiste je treba poklicati na odgovornost. Tako da, hvala lepa, glasoval bom za veto. Hvala lepa. Obrazložitev glasu še državni svetnik Branimir Štrukelj, ampak prosim obrazložitev glasu. Glasoval bom proti in ponovil bom pač te dejstva. Efektivna davčna stopnja v Sloveniji od na davek dobiček pravnih oseb je ena najnižjih v Evropski uniji in zaradi tega se svet ne bo podrl. Težko pa razumem, zakaj bi lahko skromen dvig davka na dobiček lahko ogrozil plače zaposlenih. Tega pa ne razumem. Hvala lepa državnemu svetniku Branimirju Štruklju. Želi še kdo obrazložiti glas? Če ne, potem prehajamo na glasovanje. Torej, na glasovanje dajem predlog zahteve državnega sveta, da državni zbor ponovno odloča o zakonu o spremembah in dopolnitvah zakona o davku od dohodkov pravnih oseb, kot ste jo prejeli na klop. Najprej prisotnost. Torej, prisotnih je 33 državnih svetnikov, 22 je glasovalo za in 8 proti. Ugotavljam, da je predlagano zahtevo državni zbor sprejel z 22 glasovi za in 8 proti. S tem zaključujemo to točko dnevnega reda in se seveda zahvaljujem prisotnosti ministrice za finance magistri Mateji Vraničar Erman ter
gospodu Tiljanu Božiču, državnemu sekretarju in magistri Ireni Popovič. Hvala lepa. Zaključujemo 24. izredno sejo Državnega sveta Republike Slovenije in se vam seveda zahvaljujem za razpravo in sodelovanje. Seja je zaključena ob 19:47.